Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 20 do 8. Danes bom pa govoril o očeh zopet, ker včeraj sem že govoril o občutku utrujenih oči. Danes bom pa še govoril o slabovidnosti, kratkovidnosti, daljnovidnosti in podobnih očesnih težavah. In govoril bom spet iz osebne izkušnje. Torej, v času moje srednje šole smo pri nas začeli doma z poslovno dejavnostjo, oče je pač začel, in takrat so se začeli tudi pojavljati stresi, alkoholizem, napetosti. In to se je odražalo tudi v mojih odnosih v šoli, med vrstniki. In v šoli in doma sem doživljal povišano raven stresa in zaradi tega se mi je pojavila kratkovidnost. Dobil sem dioptrijo, na levo oko mislim, da nekaj minus 0,75, na desno minus 1, pa še nek cilinder, pa mašnico, pa podobne stvari. No, ok, šalo na stran. Torej, začel sem takrat nositi očala in potem sem kar precej let nosil očala. Majhen se mi je iz leta v leta celo dioptrija poslabšala. Potem sem pa pred, recimo 10 leti začel intenzivno brati razne knjige za samopomoč, za samospoznavanje, in naletel sem tudi na knjigo z naslovom približno Kako si izboljšati vid na naraven način. Povezavo do te knjige bom tudi nalepil v opis tega videoposnetka, da se boste jo lahko tudi vi pogledali. In v tej knjigi, ta knjiga je zelo zanimiva, ker jo je napisal zelo priznani profesionalni očesni zdravnik, ki je začel raziskovati, zakaj se sploh pojavi slabovidnost. In delal je tudi poskuse recimo za hipnozo. Je imel na primer paciente, kliente, ki so imeli zelo močno obliko slabovidnosti, recimo 0,5 ali pa 0,7 ali pa kaj takega. In jih je potem skozi hipnozo peljal nazaj v svoja otroška leta, ker takrat seveda so pa še odlično videli. In čeprav recimo so bili sedaj v starosti, v pozni starosti, 50, 60, 70 let, ko so se skozi hipnozo vrnili v svoja stara leta, z mlada leta, so potem v času hipnoze jim je dal potem brati določeno besedilo ali je naredil ta izpit, preizkus, koliko dobro vidijo, za temi njihovimi tabelami. So v času te hipnoze popolnoma odlično dobro videli, kot bi postali mladi. In na ta način je videl, da je kratkovidnost in daljnovidnost, se pravi razne oblike slabovidnosti, da so predvsem psihološkega vzroka, da so nekako psihosomatske motnje. In zakaj potem je postavil teorijo, zakaj pride do slabovidnosti? Zaradi tega, ker zaradi nekih miselnih vzorcev pride do notranje napetosti in ta napetost povzroči napetost v očesnih mišicah, ki to očesno zrklo, se pravi to kroglico, ki jo imamo, deformirajo, geometrijsko jo deformirajo, tako da postane bolj ovalna, jajčasta v določeni obliki, in glede na to, katera mišica je napeta, se potem pojavi ali kratkovidnost ali daljnovidnost. In s tem, ko odpravimo stres, ko delamo določene vaje za sprostitev teh mišic, potem se seveda vid lahko bistveno izboljša ali povsem izboljša.
In tudi jaz sem seveda upošteval te vaje, ta priporočila v tej knjigi. In sem spremenil življenjski stil, odpravil sem stres, delal sem vaje za razgibavanje očesnih mišic, za odstranitev napetosti v ramenih, hodil sem na masaže, v naravo, delal razne vaje, da sem menjal fokus iz predmetov, ki so zelo blizu in oddaljeni in podobno. In potem se mi je res vid izboljšal, tako da sedaj sicer še ne vidim čisto 100% dobro, ampak že dovolj dobro, da ne rabim nositi očal in da tudi lahko vozim avto brez očal. Tako da tukaj se dodatno vidi, kako razne zdravstvene težave, tudi slabovidnost so posledica miselnih vzorcev, in zato vam predlagam, da tudi iz teh zdravstvenih vidikov, da začnete delati ta tečaj Destiny Eye Process Lite, da boste razgradili razne te svoje miselne vzorce, spremenili svoj ritem življenja, svoje življenjske navade, in na ta način bodo odpadle številne zdravstvene težave lahko. Seveda tukaj jaz ne dam nobene garancije, ker vsak ima različne vzroke za svoje zdravstvene težave, ampak probati ni greh, pravijo, tako da dajte probati, pa boste videli, na kakšnem obsegu se vam bojo izboljšale te razne zdravstvene težavice in drugo stanje v življenju. Evo, toliko za danes, lepo se majte in čau, do naslednjič.